In akcija, pozdravljeni nazaj na Džunglem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Kako smo si skupaj? Jaz sem super in pa prva stvar, ki jo moramo omeniti, jaz na žalost ne najdem svojega mikrofona, nimam pojma, kje je, jaz samo upam, da sem ga pozabil nekje v Ljubljani, ker če ga nisem, moram še en mikrofon kupiti, ker je to isti mikrofon, ki ga vidite tudi na TikToku. Tako da, kako bom jaz današnjo situacijo rešil, tako da bom delal voice recording na telefonu, pa potem vse to skupaj združil. Če bo audio majčkam bolj off, se ne pritožujte zaradi tega, ker gledate to zastonj in sploh ne plačujete. Tako da, you will take what you will get. Kakorkoli, evo, pa je še koliko časa, 14 dni, dobrih 10 dni menili od zadnjega dolgega jezika. Prejšnjič sva spregovorila o politiki, o političnih parčkih, danes pa brez skrbi temu več ne bo posvečala naše pozornosti. Danes pa sva dobila še en epilog, še en odgovor na vprašanje, katerega sva se že spraševala nekaj časa nazaj. In sicer v današnjem dolgem jeziku bova govorila, zakaj se je odpovedal big boxing match med Čegljajem in med Anžetom. Od Čegljaja brat, ki mu je ime... Oh my god, kako lahko govorim, snemam video o nekom, pa sploh ne kako mu je ime. Čakaj, Grega pa... Čakaj, da pogledam. Uroš Čeglaj je začel govoriti o tem, kaj se je zares dogajalo, zakaj se je odpovedal big boxing match, ki bi mogel biti 1. aprila v Stožicah. Se pravi, sam toliko, da veste, zakaj o tem bo danes govorila, ker to je bil res planiran velik event. V tem eventu naj bi sodelovalo ogromno ljudi, ogromno znanih Slovencev, influencer, youtuberjev in tiktokerjev. Glavni event pa naj bi bil boxing match med Gregom in Anžetom. Pa mogoče še med Heidi pa med Lauro. Ampak to je bil ogromen boxing match. Rezervirane so bile cele Stožice. Če ti hočeš speljati tak velik dogodek, kot so ga oni obljubljali, res potrebuješ ogromno ljudi, ogromno poznanstev in ogromno enega vložka in denarja. Ta dogodek se je bolj ne odpovedal iz danes na jutri in nismo takrat dobili nobenega odgovora. Grega je takrat samo na storiju povedal, to smo tudi govorili o temu, to smo tudi vse pokazal, da Grega pač o temu ne bo govoril in da sta samo 2 banane odpovedale cel event. Ampak še vse en manjši recap. Čeglaj je takrat imel beef z vsemi temi slovenskimi influencerkami, tako da je povabil njihove možove v dvoboj. Se pravi, moža od Katarine Benček, povabil je v dvoboj boxing match tudi novega sanskega moškega. Takrat se na tisto njegovo povabilo ni nihče odzval. Nismo bili presenečeni, hvala Bogu. Vsi so ga zignorirali in on je nekako ostal brez sotekmeca, brez dvobojevalca. No, takrat je bil pa edini, ki se je oglasil ta Anže. Jaz, če se ne motim, takrat v Anžetu nihče sploh ni govoril, ona dva sta s Heidi ravnokar končala oddajo Poroka na prvi pogled, na kar se je kar naenkrat začel oglaševati po storjih, po komentarjih, po TikTokih, kako se mu Grega zdi jaden, nikakav in da ga on vabi na dvoboj. Dajmo si pogledati tele storije. Zdaj. Gregor Čeglaj, sanski moški, izzivam te na boxing match z mano, najlažje ocenjevati ženske, pa biti pameten na Instagramu. A imaš jajca, da greš z mano v ring? Gregor Čeglaj, pička! Alo, Gregor Čeglaj, brat moj, glej, kdo je pri meni? On že je spreman, glej ga, no! Ne rabam sploh trenirati za njega, stari, hodno na kebabe in to, ne morem vam nič. Ta bo huda, daj pokaži. Hvala bo on, stari, kje bo on, Jebote. more nič. Gregor, spremi se, brat. Kje ste, folk? V glavnem,
Imam eno novico, VBO Start Fight, boxing match, 2 bo. A ja, da vam povem en vic, kaj ga je rekel Gregor Čeglaj, VBO Star Boxing match 2021, Hala Tivoli, 1. april bom premagal Anžeta in prav folka, boš res? Ne, no, če 1. april. Jaz, ko sem videl te posnetke, kako človek udarja, stari, pa jaz ne vem, res, pa Hajdi boljš udar, jaz ne vem, najbolj, da se gre Hajdi s tabo tepske, jaz bom tebe polomil že v 2 sekundah, res. To ne moreš vreti, ko sem videl to, kako človek udarja, pa to svet ni videl. A ja, pa ko si pel tega Luka Basija, to sem pa najbolj jokal, star je največja bruka, res sploh nimaš posluha za 5 majkimi. Tako da je lahko prijeti oba dva z bratom v ring, da oba dva razbijem, ker sta 2 največja piščanca, eden je grd, eden je debel, res oba dva lahko po en z levo roko. V glavnem boxing event VBO Star 2023, 1. april, Hala Tivoli bo, tako da ja, folk, ko mi čakam, da razbijem te 2 piščanca. No, tako se je vse začel in takrat je pač Gregor sprejel ta dvoboj. Zdajle v zadnjem tednu pa smo začeli dan za dnem dobivati odgovore, kaj se je zares dogajalo. Zdaj, tale današnji dolg jezik bo majčkeno drugačen, zaradi tega, ker bi rad, da si dejansko usedete nazaj, uležite in pogledate all the receipts, kaj se je dejansko dogajalo. Jaz bom probal najti čim več screen recordingov in pa čim več skrajnih storijev, da vam jih lahko pokažem. Od Uroša imam live, ki ga bom zdajle pokazal, od Anžeta pa žal screen recordinga od live nimam. En teden pred fajtom so nam hoteli postavljati ultimate, da če jim ne damo, ne vem, 50 jurjev, da ne bojo pač prikazali se. Fajterji, določeni. Mislim, določeni. Anže in Hajdi sta hotela pač izkoristiti priložnost, da se upogumta in seveda glede na to, da kot organizator gledam, potem je to ful velik problem, zato ker če jaz prodajam, da pride Siddharta na koncert, moram pa to vse skupaj spremeniti, pa bo prišel, ne vem, en drug band, kateri noben ga ne pozna, to pol folk, kateri je kupil to karto, se moramo nekako pravičati, kar bi bil pač full refund in potem gre to vse skupaj pač v maloro. Ok, da začnemo se v bistvu pogovarjati s tem, kaj se je zgodilo z VBO-jem. Takrat smo slišali, da je pač že hotel kontaktirati Gregata in je seveda iskal njegovo pozornost. In smo se dobili jaz, Pero pa Marko. Že v štartu Grega pa Pero sta v bistvu ta, katera dva sta dobila neke procente od fajta. Med temu, ko seveda VBO je bil official sponsor. Jaz povem pač Perotu, jaz pa Pero se pogovarjava, sem rekel, ok, Pero, poslušaj, ti si organizator. Pero zdaj njim pove zgodbe, katere jaz osebno ne vem. Naj bi bilo to, da jim je on obljubil te karte za 50 kart in tako naprej. Po temu, pač Hajdi je meni rekel, da sem jaz njej obljubil 50 kart. Kako bom jaz nekomu obljubil 50 kart, če jaz tega ne delam? Tam sem se pa začel nekaj kregati zaradi kart. Nisem bil tam, ne vem, to boste lahko Perota vprašali, kaj je on jim rekel, koliko kart dobijo in tako naprej. Drugi klic je bil to, da vidva trenerja nista mogla najti. Zato, ker sta šla Grbiču in je Grbič rekel, da on Anžeta ne bo treniral. Zato, ker Grbič je videl, koliko je pač tip gnil in je rekel pač, lej, poslušaj, par mene ne morta. Pač on jih je samo hotel pač stera, kar iskreno, kot trener boksa, lahko nekdo razume, da pač noče biti v tem kotu, kjer ve, da bo bil tip nokautiran. Anže, ti enega dneva nisi treniral. Šel si na en trening. Iskreno, pač povedal si mi. Jaz nisem še treniral, Uroš. Jaz sem te rekel, Anže, pismo ni dober, no. Bocaj v neki kondiciji, ker pač je zelo težek šport. Prosim te, ne fokusiri se samo na neko obrambo, ker boš puko, ker boš samo dobil batine in bo brez veze. Pač moraš se naučiti vse. Če se pogovarjamo, kdo sta one dva izven tega fajta, a še kdo drug ve, kva one dva delata, razen to, da prodajata pač kaj je tisti pyramid scheme, tip, ki je zaslužil, ne vem, 100 milijonov na mesec se dela tam, kakor da služi. Ne, takole, ko se mi delaš norca, lej, da si ti meni tukaj od Slovenije in od države jemlješ denar, kot kao nezaposlen, ne moreš pač živeti, ne, pa po TikToku pa govoriš pač, koliko si sposoben in kako jim boš pač pokazal, kako bojo oni zaslužili denar. Prosim te, ne deli tega, ker to je ful pač pokvarjeno in ti za pol mlade otroke zavajaš, da to se pol da, med temu, ki socialo vleče.
In meni Laura piše, Heidi pa Anže mislita skenslati event. Do takrat, ko sem jaz vedel, da vidva hočeta izsiljevati Markota, tukaj je zdaj ta problem. Marko je duša od človeka. Če bi njega začel folk izsiljevati, če mi daš 50 jurjev pred fajtom, potem super, če ne daš to, pol se ne bomo borili. Potem je isto, kot da si mojemu biznis partnerju plunil v faco. In to meni ful ni lepo. To pomeni, da takoj ti moramo pač dati ta denar, kateri je bil že tako obljubljen, da pač ne dobite tega denarja. In še enkrat, samo zakaj sem toliko pokvarjen do vaju zdajle, je zato, ker sta se spravila na človeka, kater niti enega evra ne bi dobil od tega eventa. Bil je sponzor, Valbo je bil sponzor, vi ste ga pa hotel v bistvu zajebati s temu, da zdaj nam boš pa plačal. Glede na to, da ste to naredili, je Pero prišel z idejo, da vaju zamenjam. Če ste vi kupili karto Gregor proti Anžetu, Heidi proti Lauri, to je isto, kot da greš na koncert od Luke Basija in ti si Darta. Jaz res upam, da bom takrat, ko bom jaz ta video editov, že live od Anžeta najdu. V primeru, da ga nisem, kaj pa potem 15 minut za temu liveom Anže povedal na svojemu profilu. Anže je bil tako vidno razburjen. Bil je tako, meni je to zdelo kot en tako panic mode, kot da ima en napad. Pač itak je zelo na glas povedal svoje občutke, zaradi tega, ker je po moje poslušal live od Uroša. Povedal je, da ni mogel tekmovati zaradi tega, ker naj bi imel poškodbo. Povedal je zato, da pač se mu ne splača, da on tak človek ni. Plus povedal je, da se mu ne splača, da ni imel osebnega trenerja. Imam pa še ene storije, kaj pa na vse skupaj pravi Laura. Ona, kakor veste, je v odličnem odnosu in z Čeglajem in z Urošem. In tudi ona je bila ena izmed tistih glavnih promotork tega fajta. Ona je največ na svojih Instagramih storijih delila, da bojo karte, da ne gre folk slediti tistemu profilu. Ampak sedaj se je oglasila tudi Laura. Kaj pa je Laura dejala, si pa zdaj poglejte. Ker očitno ne bo mira glede tega boksa, ker kljub temu, da smo se dogovorili skupinsko, da o teh stvarih ne debatiramo, da zaključimo in je to nekateri ljudje zdaj pač govorijo stvari na pol, objavljajo screenshote, vzete izven konteksta in tega, da se gremo pa na pol, pa ne bom pustila, ker ali povemo vse, ali pa ne povemo nič. Meni se iskreno povedano to ni dalo, meni se to še zdaj ne da, ampak da bojo vsi razumeli točno, zakaj se je šlo, bom pač mogla očitno povedati vse od začetka in do konca in da lahko prekinemo s to temo enkrat za vselej, ker je to zadnjič in prvič, no, da bom govorila sploh o tem, ker ne dovolim, da se blati mene, blati ljudi, ki so se najbolj trudili okoli tega eventa. Ljudje so kupovali karte, teda se mi zdi prav, da če že se nekaj začenja, da se potem pa pove vse. Kako se je to vse skupaj začelo, itak vemo, jaz sem bila iz strani Heidi pozvana na boks dvoboj, ko sta bila za Anžetom pri Perotu. Jaz sem se odzvala, sem rekla, ok, v redu, ni problema, sprejmem. Začele so se potem priprave na sam event, dogovori preko Perota, naredila se je Viber skupina, kjer smo bili noter vsi, ki bi se borili na tistem eventu. In tam noter so nam sporočali tiste glavne organizacijske informacije, ki smo jih pač mogli vedeti, smo jih potem lahko povedali dalje vam, glede začetka prodaje kart, raznih informacij. In letele so pač kar žaljivke, no, tako ste spremljali, jaz se nikoli na ta nivo nisem spuščala, proti meni so letele razne žaljivke, da bi se pač jaz sprovocirala, jaz se na ta nivo spuščala. Nisem, niti enega nisem nikoli užalila, ker to pač enostavno ni moj nivo. Kakorkoli že, jaz nisem vedela, iskreno, ker pač jaz nisem taka oseba, ko bi lahko hlinila dramo. Jaz nisem vedela, da so te njune žaljivke proti meni in Gregeju pač na silo, da je to pač zaradi pozornosti. Jaz sem to pač spremala kot tak, da pač mene resno žali, ne? Ker jaz pač nisem taka oseba, ko bi lahko tako stvar glumila, nima veze. Jaz pol se ne spomnim točno kako, ampak mi dve s Heidi nekako pridemo v kontakt na telefon, ne vem več točno zakaj, jaz takrat ugotovim, da se ona dva čisto normalno z mano pogovarjata. Meni to ni šlo v glavo, ko sem pač mislila, ok, me sovražita, ne vem kaj pač govorita za mene. In mi je bilo tako prav čudno, kako zdaj se normalno z mano menita, ampak ok, sem to sprejela, sem se z njima normalno pogovarjala. Mi smo se slišali iz tega razloga, ker ona dva nista imela trenerjev. In jaz sem fair in nisem želela, da ona dva prijeta na ta event nepripravljena. Jaz sem hotela konkretno nasprotnico, pripravljeno nasprotnico, da bi bila stvar zanimiva, ne da jaz tam 2-3 krat jo vdarim in je to. Jaz sem želela, da je ona pripravljena. In zato, ko sem jaz vedela, ona nimata trenerjev, oziroma da je težava glede trenerjev, sem poklicala Uroša.
V glavnem, jaz pokličem Uroša, naredimo skupinski klic z Hajdi, Anžetom, Urošom in pa pol se še nakladno vključa njegov trener, da uredimo to zadevo, ker jaz pač v Ljubljani ljudi toliko ne poznam, da pač Uroš, če kaj ve. In on je tako rekel z veseljem, da pomaga, to je tako bilo, jo pokliče onega, pokliče tistega, pač tudi on je bil pripravljen jima pomagati, zato ker so pač jo izkoriščali, mogla sta nerazumne vsote plačevati za skupinske treninge, sploh jima niso individualno posvečali, pol tudi so nekako Anžeta odslovili, trenerji so jima govorili, tako bo ta zgubila, rajši odpovejte in tudi pač trener ne sme govoriti. In meni so se dansko zasmilila, jaz pač nisem želela, da je to tak, nisem izdelo fair. In zato sem pač taki človek kot sem, htela, da se te zadeve rešijo. In pol to nekako oni začnejo reševati, Uroš, ne vem točno, kako je to bilo. In potem nastane drugi problem zaradi kart. To ni dobena laž, to je bilo res. Ker je nam Pero enkrat na prvem skupinskem klicu tako gospod rekel, ja ne imate doli 50 kart, ampak jaz mislim, zdaj ko gledam za nazaj, on je pač tak nekaj rekel, ker je to bila zadnja stvar, s katero bi se mi sploh mogli ukvarjati, ne, ker bi vsi mogli pač samo trenirati in bi to bila zadnja stvar, s katero bi sploh mogli mi izgubljati čas. Ampak, ker pač smo se mi vsi tako primili te številke, smo pač rekli, ne vem, svojim sponzorom, družini, ne vem, jaz svoj fitness trenerki, ljudem, s katerimi sodelujem, pač smo obljubljali te karte. In pol pač mi ni bilo okej, ko smo pol zvedeli, da dobimo vsak po 2 za starša ali nekaj takega, ne. Ampak jaz sem takrat privat napisala Perotu, gled, to se meni ne zdi okej, ker je bilo rečeno drugače, ampak mi smo to takrat rešili. Mene je klical Marko od VBO, je rekel, Laura, gled, to bomo mi rešili, jaz razumem tvoje stališče, ker jaz njemu razložila. Ni zdaj problem, da moji ne bi hteli kupiti karto, to tih, kaj pač so sponzorji itd. Problem je, da sem jaz dala svojo besedo. Ni zdaj problem, da zdaj oni morajo kupiti karto, problem je, ker zdaj moram reči, joj, za pa ne. Ne? In mene čisto razumel, mi smo to vse rešili. In pol bi tudi ona dobila neko število, ki je bila okej jaz in to je bilo to. Potem nastane drugi problem, ki je že bil vmes nekako skozi prisoten in sicer, da nista dobila Hajdi in Anže dobenih sponzorov, ker pač ko ti prideš ven iz ringa, tudi ko si v ringu lahko imaš tiste nalepke z podjetji, pač si se lahko to sam dogovarjaš glede sponzorjev, to je pol na tebi. In nekako na do teh dogovorov za sponzorji nista prišla, sem imela stvari dogovorjene, 2 stvari sem imela v dogovoru, Maribor Ring je bil pa od začetka že vsem skupaj prisoten, ona dva pa pač nista prišla do tega in to je po moje mentalno bolj bila težava, ne, zato ker ni bilo to zdaj tak, ko sta si onova zamislila. Jaz sem njej še svetovala, kako naj piše maile, kako naj kaj reče, jaz sem pač to htela ji pomagati, ampak pač zgleda se dobeno podjetje ni htelo za nju dva postaviti, ker bi s tem bila avtomatsko kontra meni in Gregorju. In meni, zdaj ne rabi mi to doben verjeti, ampak prisežem, meni je bilo prav žal za njo, da nimata iste situacije, da nimata istih možnosti, pogojev kot kdo drug. Dejansko mi je bilo že, da sem pa htela pač vse, kar bilo možno pomagati. In potem se to vse nekako skup malo pomiri itd. In potem naenkrat pride do tega, da začneta meni Hajdi in Anže v eno. Jo, pa veš, koliko bo oni to na nas zaslužili, mi se ne smemo tako pustiti skoriščati, meni je bila s tem punjena glava vsaki dan, ne. Pero je pol na primer poklical mene pa rekel, ja boš dobila toliko kart, samo ne povej, rekel je Hajdi, ja boš dobila toliko kart, ne povej, to je brez veze bilo, zato ker ni tako pol na koncu pač se vsakim vse zmenil tako, da je bilo vsem okej, ne, ampak pač, ker se je to dogajalo, stanovani pol, ja, pa veš, pa zdaj bo on dal toliko v žep, mi moramo nekaj narediti, jaz bom Pero to rekla, da toliko pa toliko ali pa ne pridem, ampak to bom naredila tik pred event. V glavnem, jaz pol njej rečem in meni, zdaj ne rabi mi to doben verjeti, ampak prisežem, meni je bilo prav žal za njo, da nimata iste situacije, da nimata istih možnosti, pogojev kot kdo drug. Dejansko mi je bilo že, da sem pa htela pač vse, kar bilo možno pomagati. In potem se to vse nekako skup malo pomiri itd. In potem naenkrat pride do tega, da začneta meni Hajdi in Anže v eno. Jo, pa veš, koliko bo oni to na nas zaslužili, mi se ne smemo tako pustiti skoriščati, meni je bila s tem punjena glava vsaki dan, ne. Pero je pol na primer poklical mene pa rekel, ja boš dobila toliko kart, samo ne povej, rekel je Hajdi, ja boš dobila toliko kart, ne povej, to je brez veze bilo, zato ker ni tako pol na koncu pač se vsakim vse zmenil tako, da je bilo vsem okej, ne, ampak pač, ker se je to dogajalo, stanovani pol, ja, pa veš, pa zdaj bo on dal toliko v žep, mi moramo nekaj narediti, jaz bom Pero to rekla, da toliko pa toliko ali pa ne pridem, ampak to bom naredila tik pred eventom. V glavnem, jaz pol njej rečem, vredo, gled bom jaz Pero to napisala, da se to zdaj zmenimo itd.,
da se postavijo pol pač neki pogoji, ne, če ti misliš, da bo res on toliko dal v žep, to pol okej, ne. In jaz Perotu napišem SMS, on me takoj kliče, mi začne pač obrazloži situacijo, glej, stroški taki, pa taki, pa taki, pa taki, in on meni reče, glej, Laura, jaz vem, v čem je problem, ti pač imaš porihtane zadeve, glede treningov, glede sponzorov itd. Ona dva nimata, to je danski problem, zakaj ona dva hočeta izsiljevati tu za denar, ne. In jaz ta študiram pa ne vem, pa nima na splošno motivacija padla, koliko mi pravita, da ima zdaj tako vseeno, če boš ti pristal na ta denar ali ne boš, v vsakem primeru mi pravita, da ima več ni, pa Anže ima neke zdravstvene težave itd. V glavnem, jaz njemu pravim, glej, ok, mi dva smo zdaj rešila, meni je vse cool, mene itak briga za ta denar, ne, jaz sem bolj kot ne zaradi njiju tebi napisala, ker sem dva počutila, zdaj kao izkoriščene, zaradi njiju ti jaz to govorim, mi dva s Perotom smo bila po moje 2 uri na telefonu. Eno stvar morate razumeti, ne, ko sem mene pač prepričevala, da bo Perot dal tu ful v žep in tako naprej, sta imela mojo podporo, ne, jaz takrat sem napisala Perotu svoje, dok nismo mi dva pač rešila neke stvari, da mi on vse pač pol razložil, sta ona imela mojo podporo, ker ne prenesem pač krivic, ne. V glavnem, mi jaz Perotom pol po tistem telefonskem pogovoru meni reče, zdaj vse cool, pravim, ja, jaz bi tak pač bom boksala v vsakem primeru, zaradi Gregeja, pač Uroša, vseh, zaradi sebe, jaz pač sem not, pač toliko samo, da vemo pravočasno, če pač iščemo menjave ali ne. Ampak mi je bilo tudi pač njiju žal. Ampak jaz sem si pol vseeno potihem mislila, je pemti, ne, da sem grdo rekla, verjetno pač jo res te stvari vseeno malo mučijo. In jaz pol z njim končam in pravim njemu, daj pokliči Hajdi, pa še njej to vse razloži, ker meni se zdi, da bo ta skenslala, ne, on meni pravi, ne bo ta, meni pravita, da ne, da sta not. No in potem ona dva naknadno prijeta na idejo, da bi ona dva pol zadnje par dni pred eventom pol stisla en teden pred, to bi pa bilo pač res ful prepozno, ne, in da mi iščemo menjave in da se situacija reši. In jaz pač nisem mogla, kljub temu, da sta imela mojo podporo, nisem mogla zas to pač Urošu skrivati, ne, kaj se zadnji dogaja, s njega takoj klicala, pa smo povedali situacijo, pa rekel, glej, prosim, zdaj to rešite s Perotom, ker če bo ta pol na koncu izsiljevala, bo ta v bistvu izsiljevala Markota, ne, ki je pač organizator in to pol so pač grozne stvari, jaz sem pač takoj rekla, glej, ok, takoj bomo za to rešili. Urošu sem jaz takoj pač se sproti javljala, njemu nisem mogla, da zdaj nam nekaj se z njima pogovarjam, pa da on ne ve. In jaz sem pač videla, da ona dva kljub temu želita pol zadnji trenutek. Tak sem dobila pač občutek po pogovorih, kao da ima vse motivacija padla, nič več nima veze, da bo ta pol pač zadnje par dni pred eventom jih stisnila, ne. Jaz pa tudi nisem htela, da pol pridem v ring in da pol pač nimam nasprotnice, ne, ali pa da Grega pride, pa da nima nasprotnika, nismo mogli pač to pustiti, tako da jaz sem te zadeve pač jim pol javila, kaj se dogaja, in pol sem tudi Anžeta vprašala, jaz sem mu lepo napisala, Anže, boš boksal ali ne boš boksal? On meni napiše, ne bom, ni vredno, nič ne bom imel od tega, se boš videla, ti tudi ne boš imela nič od tega, so te prepričali, ne, da ti boš kao boksala, v glavnem on meni napisal, ne bom boksal, pošljem Urošu ali Perotu ali obema, se ne vem, glej, on meni piše, ne bom boksal, ne vem, zakaj vam govori bom, če meni pravi ne bom, ne, meni je bilo jasno, torej, da bo ta zadnji moment pol, ne, in vala, nisem mogla tega pustiti, da se to zgodi. To sem jaz pač stvari javila, ne, da pač ne mislita priti, jaz sem pravim, ok, kaj pa Hajdi? Ja, ne vem, kak ne veš, da sta poročena? Ne, vala, da veš, torej, da ona tudi ne bo, ne, ker itak skozi, ko smo se pač slišali po telefonu, sta rekla, da ima vse skupaj brez veze. Tudi meni je vmes vse skupaj dol padlo, ker smo se s takimi nepomembnimi stvarmi ukvarjali, da še meni je že bilo tako, že vsega vrh glave, pun kufer sem že imela, ampak jaz bi se tam prikazala. Ali bi šla z njo, ali bi šla s kom drugim, pa če jaz bi tja prišla. Jaz sem še njima pol govorila, pa daj gremo, pa glej, pa ni panike, bom, ne vem, na 30% pač vdarjala, če ti misliš, da pač ne boš do takrat pripravljena, tudi Gregeja bomo rekli pol, da pač naj ne gre na pune na Anžeta, whatever, ne bom jaz zdaj tam navalila, jaz ni rekla, glej, boljše, meni je ljubše, da greš ti z mano boksat, ko pa enako, ne vem, ker mi smo se vseeno pač pogovarjali kot ljudje, jaz sem se z njima pogovarjala normalno, te stvari, glede organizacije, čisto človeško, normalno, in jaz sem jima rekla, glej, meni je pol vaju žal, reči grem s tabo boksat, ko s kom drugim, ampak pač nista nekako dobila motivacija nazaj. Je bilo pa tako, da mi smo še imeli neko drugo opcijo, kdo bi se lahko boril z mano, kdo bi se lahko boril z Gregorjem, pač na mesto njiju dveh. Ampak so pol rekli, da ne, da če so ljudje kupovali karte, ker so hteli videti Anže proti Gregorju, Hajdi proti meni, da pač ne moremo mi pol
narediti pa čist XY event, zato ker vi ste kupili karte, da bi videli te dvoboje, ne pa pol, da se pojavljajo tam nama nasproti čist drugi ljudje, tako da je bilo pač potem vse skupaj odpovedano. In ena oseba mi ne more reči, da sem se karkoli zdaj tukaj zlagala, ker čisto vsi vemo, da je bilo med nami tako, kot sem zdaj povedala. Jaz imam mirno vest, meni je žal, da tega ne bo. Bilo je, kar je bilo in se res ni potrebno zdaj spuščati sploh v te debate, ampak če že se spuščamo, te pač sem rekla, da povem vse, kar je. Je pa tukaj, preden zaključiva s tem dolgim jezikom, še eno vprašanje zate. Ali želite, da jaz katerigakoli od teh karakterjev v tej zgodbi o fajtu povabim na intervju in če ja, katerega? Če imate še kakšno vprašanje za njih, dajte mi dol spodaj napisati, pa bomo pogledali, kaj se da narediti. Če bo mogoče kdo od njih tudi še za en dolg jezik za intervju, pa da mogoče v naslednjem tednu, ko se ta dolg jezik naložimo še en intervju. Evo, in smo prišli do konca še enega dolgega jezika. Tale je bil spet najmečkan drugačno foro, kar ste si res lahko pogledali veliko enih storijev. Upam, da vam je bil tak način všeč. Hvala lepa vsi, ki me sledite tudi na Instagramu. Hvala lepa vsem, ki ste lajkali tale video, če vam je bil všeč. In to je to iz moje strani. Jaz mislim, da se vidimo kmalu, ker mislim, da bi se znal zgoditi v mesecu marcu še en intervju. Lepo se majte in se vidimo do takrat. Čau, čau.